But come on, boss, give it a shot! Okay. Here goes nothing. It's working! Come on, Schwartz. Come on, Schwartz! Ne vem, a sem jaz edini ali je to zadnje dogajanje pri Bitcoinu res kar malček čudno. Zagotovo bo kdo zdaj rekel, čim ni po tvoje, je vzih čudno. Ampak ne, dejansko mi nekaj ne leže prav pri tem dogajanju. Dajte mi povedati spodaj pod komentarji, sem morda edini? Lep pozdrav, z vami sem Explicit in dajmo si malo pogledati, kaj se dogaja. Kar vam bom zdaj pokazal je tale linija. Ta linija je bila v zadnjem času del skoraj vsake tehnične analize, ki sem jo prebral ali pogledal. Ali je bila narisana sama, ali pa kot del padajočega klina ali kanala. In problem pri tem je, da to vidi tudi pameten denar. In ne smemo pozabiti, da je kriptotrg tudi relativno majhen in s tem tudi bolj dovzeten za raznovrstne manipulacije. Seveda se takoj pojavijo tudi ljudje, ki prehitro sklepajo dobesedno moonboysi, ki že kričijo 100.000, 200.000, pa nismo naredili niti višjega vrha. To je zame še en dokaz, da trg še ni v fazi depresije in da se še more otresti določenih tresočih rok. Ampak dovolj blebetanja, dajmo si ogledati grafe, razkril vam bom, zakaj nisem še prepričan in kje oziroma kdaj bom. Nadaljujmo tam, kjer smo ostali pri ta zadnjem videu. Pred nami je Bitcoin mesečni graf. V času od zadnjega videa smo imeli zaključek meseca januarja in le kaj nam kažejo novi podatki. Patronom sem takoj ob zaključku pisal, da sem zadovoljen, ampak spet ne pretirano zadovoljen. Zakaj? Zaključili smo nad mejo našega rastočega kanala, s čimer sem zadovoljen. Nismo pa zaključili prav na meji kanala, s tem pa nisem ravno zadovoljen. Čeprav nas morda čaka še kak mesec agonije, pa naj si bo to februar ali marec, bi si moral tega dotika spodnje meje želeti vsak pravi bik. Ker če ne, če smo tukaj res dejansko naredili dno, smo potem začeli risati naraščajoči klin, ki pa na mesečnem grafu res ni dober znak. Ne smemo pozabiti, tukaj imamo tudi medvedji scenarij dvojnega vrha, ki se lahko izvede, če izgubimo spodnjo mejo našega naraščajočega kanala, ki se trenutno giba na tam nekje 36.000. Poglejmo si še malce pobliže, kaj se trenutno dogaja, to je Bitcoin dnevni graf. Tukaj, kot vidite, imam že označen padajoči kanal in del tega je tudi naša slavna linija, ki je bila pred kratkim prebita. Kaj naj previdim? Tukaj se jasno vidi razširjajoči, naraščajoči klin. Ki je medvedji vzorec. Kdaj bo imel večjo možnost, da se izvede? Če pridemo nazaj testirati našo zgornjo mejo našega kanala in jo prebijemo. Takrat se možnosti precej povečajo, da se izvede. Tako da vse oči na to mejo. Tukaj lahko tudi diskutiramo, da imamo dvojno dno, ampak jaz sem zaenkrat še skeptičen. Morda tudi zato, ker sem malo preveč pikolovski, če vzorec ni preveč podoben šolskemu primeru. Ampak to sem pač jaz, zato tudi mora vsak delati svoje analize. Povem vam pa, kdaj bom prepričan v ta vzorec dvojnega dna. Če prebijemo to mejo, ki je okoli 43.000, zdaj jo tudi že nekako poskušamo, kot vidimo, 100 svečko tukaj, ampak dan se mora še končati. In na to pridemo vse do meje 46.000, s tem postavimo višji vrh in potem ob vračanju navzdol potrdimo to mejo kot podporo. Takrat bom tudi spremenil razmišljanje, da je prišlo do preobrata. Še en razlog, da nisem ravno prepričan v ta preboj, je nizek volumen. Mislim, ja, sicer je malce višji, ampak morda bi bilo za pričakovati le višjega kot odločilno potezo.
Če pogledamo RSI, smo nad 50, kar daje prednost bikom. Ampak se tudi ravno kar nahajamo na še eni zelo pomembni meji in to je 60. Zgodovina nam pravi, in to lahko tudi vsak sam preveri, da kadarkoli smo prebili to mejo navzgor, je sledila rast, pri preboju navzdol pa padanje. Seveda ta RSI graf je zelo grob, zato 100% zanašanje na ni ravno priporočljivo. Bo pa zanimivo gledati zdaj, kaj bo, ko smo na tej meji. Poglejmo si zadevo še malce bližje, to je Bitcoin 4-urni graf. Tukaj se naše dno iz dnevnega grafa kar skrije. Ostaja le to cikcakasto gibanje, ki ponavadi ni ravno ok, in če ga povežemo, dobimo ven ponovno naraščajoči klin. Razširjajoči, naraščajoči klin. In to je medvedji vzorec. RSI je tudi precej prekupljen. Nazadnje, ko smo bili tako prekupljeni, je bilo tukajle na prejšnjem vrhu nekje. Vidite tu. Potem imamo še volumen, ki je tudi kar vse nižji. Tukaj se je sicer povišal ob tele pumpi, ampak vseeno spet ne tako zelo. In če pogledamo od samega začetka izvedbe tega vzorca, se volumen kar vztrajno niža, kar tudi namiguje na izvedbo vzorca. Dajmo si še pogledati, kaj je v tem času rasti delal pameten denar. In to najlažje naredimo tako, da si ogledamo graf z denarnicami, ki imajo več kot 1000 bitcoinov. In kot vidimo tukaj, če morda še malček približam, je šla cena bitcoina gor, število denarnic pa dol. In trenutno smo na najnižji točki kot že dolgo ne. Res me zanima vaše mnenje, kaj si vi mislite o zadnjem dogajanju. Je manipulacija ali ne? Bomo nadaljevali padajoči trend ali bo končno le prišlo do preobrata? Kar napišite mi spodaj pod komentarji in z veseljem bom podebatiral z vami. Naj se zahvalim še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju in nadgrajevanju tega kanala. Si morda tudi ti želiš postati eden izmed njih? V zameno za podporo lahko dobiš dostop do mojega dnevnika, kjer lahko redno vidiš, kaj spremljam trenutno na kripto in tudi delniških in ostalih trgih. Z naslednjim videom pa si lahko poleg tega tudi ogledaš posebne videe, kot so na primer tutoriali 2 tedna pred ostalimi na YouTubu in brez reklam in brez raznih opozoril, ki prekrivajo zaslon. Poleg tutoriala bo še nekaj posebnega ta mesec, zaenkrat ne povem še nič, sem pa že kar vzhičen. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. V naslednjem videu bomo še naprej spremljali vroče dogajanje pri Bitcoinu, zato se ga ne splača zamuditi. Da boste o novem videu obveščeni takoj, ko ga objavim, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje. Pa smo na samem koncu, jaz vam želim še lep dan, lep začetek tedna in se vidimo v naslednjem videu.